niso šli gladko čez iz trasa, ker je bila motenska tožba že pred 3 leti. Oni ne upoštevajo ničesar. Imamo tukaj od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, imamo isto, da nimajo ne presoje vplivov na okolje, niti okoljevarstvenega soglasja in v okvirju, da jim ni bilo izdano mestni občini, oni grejo preko tega. Čakajte, kje smo zdaj v tej državi? In zdaj ni pravne države. In inšpektor je rekel, da se on požvižga na tole. Halo? Vsi smo pa vse pravne države. Jaz nisem tukaj zaradi tega. DRI smo klicali Luka Brenka, ki je kakor nadzornik, če bil nadzorni, ne bi kiksnili, da bi po drugi parceli delali, kot pa po tisti, ki ima gradbeno dovoljenje 250 metrov. On ni naredil nič. Mi smo njega prosili, gledajte, gospodje se pripeljejo, imajo v 2 vrstah, imajo parkirane avtomobile, levo in desno. Peš naj pridejo na svojega gradbišča. Mrzkašen morajo v Ljubljani več kilometrov narediti, da pridejo do svoje službe. Ne gre čez, to so lastništva. Tukaj mi hočemo, da se prestavi nazaj na cesto, to, ko oni rabijo se bo za prevoz. Koliko morajo zabeležiti? Da kmetje lahko pridemo lastniki, da kmetje lahko pridemo do svojih parcel. Mi ne moramo od svoje parcele. Tam je dol zadnja ozorana parcela, ki je moja, oziroma pred gozdom, je celo niti ni na katastrsko določeni posesti ta ograja, ampak je čisto na moji parceli in voze po njej. Nobeden od kmetov tukaj nas je, ne vem koliko lesnikov, nobeden ni dobil niti enega povabila, niti za merjenje, niti ni dobil enega obvestila, da bo cesta zaprta. Torej protipravno. To se zgodi čez noč, pridejo, kaj bi na vaš dvorišče ali pa na vaš vrt nekdo postavil, vi pejte pa zdaj na sodišče. Pa vaše je. V Ameriki pride spustko pa ga poti. Vi morate mene razumeti zdaj. Ja, se razumemo, vi pa nas. Naše ni to. Jaz vas razumem. Ne, kaj pričakujete, da bo jaz ograjo podaril? Ne, oni naročite jim. Če ga nimajo na dokumenta, potem je naj izložajo na občinsko mejo. To je ugotovitev stanja na terenu in ugotavljati morate, kakšna je dokumentacija. Dokument mora pokazati. Pokažite vi dokumentacijo. Dokumente ne pokažejo. Nikoli ne pokažejo dokumentov. Babič je bil, policija pride sem in stvar zadokumentirati. Slikamo, kako je dejansko stanje. Policija je bil pristojna za reševanje teh parcelnih sporov. Čigavo je koga. Jaz ne morem na kraju oceniti na podlagi vseh papirjev, čigavo je... Pripeljite izvedenca s sabo. Ja, ampak jaz ne morem... Pripeljite izvedenca s sabo. Zdaj, kaj je sodišče odločilo v tej zadevi? To je pristojno sodišče in policija niti ni pristojna. Mi lahko dejansko, kar je na kraju, zadokumentiramo in posredujemo naprej. In vaš odvetnik policijsko postajo zaprosi. To v naši posesti, je to naše, ko bo pa v njihovi, bo pa njihov. Ampak je v naši posesti. Moj odvetnik od Mola se že 5 let sodišče, imam 5 let. Jaz vas razumem. Ne razumete, koliko je 5 let. V 5 letih smo Ja, na ampak mrtvi točki. policija nima pristojnosti. Takrat tudi ni imela. Tukaj pa namernost. Mi smo tukaj, bomo na da privatno pomagamo reševati spore, kjer smo pristojni za to, da lahko to počnemo. Naša primarna pristojnost je pa varovanje ljudi in njihovo premoženja. Ja, vse to naše, to je Od vseh ljudi premoženja. najprej je lastnik zemljišča. Od lastnika zemljišča. Če vi na silo nekaj podirati, pa se nekomu nekaj naredi, mi tega ne smemo dovoliti. Mi moramo tukaj zagotoviti varnost. umaknejo. Našega Našega kolega je kar policija sama pretepla. Ne da že kaj na tleh ležal, mu je dal še udarc v glavo, pa ustnico prbal. Zato sem pa jaz tukaj, da se normalno pogovorimo, pa to na ta način rešimo. Predlagam, da vas ne umaknete, da mi to Tako sem povedal že zdaj 3-krat. To ni v moji pristojnosti, da mi to naredimo. Eno vprašanje, a policija vizualno ne zna oceniti, kaj je cesta, kaj je njiva? Vizualno vi ocenite in predvidevate, da če je njiva, da je to privat. Jaz ne vem, kaj so prestavimo ograjo, potem bojo pa oni dokazali, da imajo papirje. Oni bi mogli imeti papirje od sodišča, pa bi vam jih pokazali. To se pravi, da lahko oni tukaj... A lahko policija vizualno oceni? A vidite razliko med njivo pa med tem? In mi hočemo samo, da grejo na cesto. Jaz vas razumem, vidite, pa me ne razumete. Ja, pa mi takrat Skušamo, ampak ne moramo. Če ne znate vizualno oceniti, Kar vam lahko jaz pomagam, je, da lahko vse tukaj poslikam, da bo vaš odvetnik imel potem za naprej za sodišče. Veste kaj, 30 dni je že čez. Je tam dol na koncu. Po 30 dneh on premakne
Ja bom jaz 30 let čakal, da bom sploh prišel do tega, koliko kanal Oni ne postavljen. nehajo takoj delati, ker nimajo dokumentov. Potem bomo pa mi to spoštevali. Ne, da mi ne smemo nič, on pa dela naprej na črno. Kakšen je to način? To je gradnja na črno. Vi branite gradnjo na črno. Čez 10 tisoč evrov smo plačali lastniki za postopke, pa za, bom rekel, te pristojnosti na sodišču, ampak on povozi sodišče, prebivalce, lastnike, vse povozi. Razumem. Ja, potem ga je pa treba... Vi morate razumeti nas. Potem Jaz lahko morate delam, pa- kar meni zakon Veste- pravi. Jaz lahko delam za tisto, kar sem pooblaščen. Veste, potem je pa naslednja pot. Naslednja. V cerkvi duhovnik reče Gospod z vami. Mi bi pa zelo radi, da pridete na pravi naslov, na mestno hišo, pa rečete Gospod z nami. To je pot. Tako je. Črnograditelj je ven. Lahko govorimo.